Sem radioaktiven in poslušate Aleksa Volaska. Nehaj šumeti, tvoj mi glas spomine poti. Vem, da moral bi razumeti, a žal ne. Modro morje, naj to povem ti, vsak tvoj val me bolj zaboli. Prek vrhov, na krilih vetrov, vse do kosti. In še vedno upam, da se kdaj konča. Da stopi se let iz mojega srca. Ker v zatišju ladje naj ne utonile so brez veterju. Nekoč imele polna jadra so, a zdaj samevajo na dnu. Ker v zatišju ladje naj ne utonile so brez veterju. Sva moja. Ne bojim se sivih oblakov, prek neba naj ne vihta divja. Spralo morje mnogo korakov, je pa naj spere še naju dva. Kje je osamljen svetilnik, ki svetil bi izgubljenim temi. Ne išči me več, ker tam me ni. In še vedno upam, da se kdaj konča. Izgori nevihta z mojega srca. Nekoč imele polna jadra so, a zdaj samevajo na dnu. Zatišju ladje naj ne utonile so brez veterju. A še vedno upajo, da se razjasni nebo. Srca zdaj v zatišju skupaj plujeva.
Zatišje je bila slišana skladba Aleksa Volaska z istoimenskega albuma Alex. Lepo zdrav, voda je radioaktivno na Radio Prlek. Lepo zdrav tudi vam. Je hrup ponehal in je zavladalo zatišje? Ja, v bistvu zatišje je bilo res dolgo, tako da v bistvu ta naslov je izšel iz neke te logike. Jaz sem 6 let nazaj izdal zadnji album in nekako v tem času sem bil kar malo v zatišju. Ne? In sem si rekel, kaj je boljš, katera pesem je boljša, da prekine zatišje kot dejansko naslovna pesem albuma Zatišje. Tako da ja, zdaj sem stopil iz zatišja in mislim, da ne bo več tišine. Čeprav nisi bil popolnoma zatišje, kaj ti delal si za druge? Veliko sem delal za druge, ampak v zatišju sem bil predvsem zase, mečken sem, kaj pa vem, iskal sem se ali pa neč se mi ni zdel dovolj dober zame ali pa enostavno nisem imel pametne ideje, ker jaz zelo hitro slišim, ne vem, če mi je nekdo zelo lepo poje, če mi je všeč njegov glas, hitro slišim tako, kako bi jaz tako malo oblikoval pa zapakiral, pri sebi je pa človek najbolj kritičen, ne? In mogoče sem bil ta leta do sebe preveč kritičen in zdaj tega konec. Pogledal sem na fran.si oziroma SSKJ, kjer besedo zatišje razlagajo na več načinov. To je stanje, ko navadno za krajši čas preneha hrup, hitro premikanje česa, potem kraj prostor zavarovan pred vetrom oziroma še pred čim. Kaj bi ti dejansko izbral? Ja, pri meni v bistvu samo zatišje govori dejansko o zatišju po nevihti. Govori o tem, da življenje je kot morje in mi smo kot ladje. Ne? In seveda na morju vemo, pridejo neurja in pridejo tudi plime in oseke in tudi mirna obdobja. In mlade ladje se zaganjajo valove, valovi jih izoblikujejo, jim dajejo izkušnje, stare ladje že znajo mečken se včasih izmikati temu, ne? In starejši kot smo več imamo izkušenj. Ampak vsi se mi zdi, da v življenju iščemo tisto zatišje, ne? Se pravi, da bi mirno pluli skozi življenje in delali stvari, ki jih delamo radi in da bi enostavno živeli v miru. In nekako o tem govori, ne? Se pravi, po neurju, ko pridejo težave, ne? Ko se moramo z njimi soočati, si vsak želi zatišja, varenga in nekako o tem govori. To prikažeš tudi video spotu za skladbo? V videospotu je tako, v bistvu videospot pripoveduje zgodbo dveh, se pravi para, dveh zaljubljencev in nekako kaže obdobja zatišja, ko sta bila srečna in vesela in potem v istem trenutku preslikava na obdobja neurja, ne? Kako se v bistvu ljudje kregamo, se ne najdemo in da vsi iščemo na koncu tisto zatišje, ker pesem v bistvu sama na koncu reče, zdaj skupaj v zatišju plujeva. Ne? In nekako ja, potem je bilo zelo zabavno, ne, da sem me hotel vršiti v morje, ne? Ker pač pesem govori v prispodobi morja. Seveda smo šli snemati v Izolo, dol pod Strunjanski tam klifu in so me na koncu oblečenega sredi novembra vrgli v vodo. Ne? Ja, se vidi, da si bil moker. Da ni samo zaigrano tako, tisto fake. Ne, ni bilo bazeno, je bilo pravo morje in moram reči, da smo se kar matrali. Zatišje je bilo za uvod, druga bo Če pomlad nikoli več ne pride in sicer zmagovalna skladba slovenske popevke 2018, če se ne motim. Tako je, ja, to je bila pesem, ampak tukaj prihaja v precej drugačni obliki. Namreč, ko sem delal ta album, sem hotel tudi, da ima nek celovit zvok. Da od začetka do konca, da pesmi nekako sledijo si zaporedju, seveda po zgodbi in tudi po zvoku. Ne? Zato gre tukaj za precej bolj tako bendovsko, malo bolj Nora Jones varianto, tako malo bolj jazzy verzijo in mislim, da je precej bolj intimna in tudi jaz sem v bistvu, mislim tako, se živi v drugi luči in jaz sem ful vesel, no, da je ta verzija tudi nastala in mislim, da vam bo fejst všeč. Kaj je to samota, nekaj, kar ne mine, kar leži v tebi in duši spomine. Kaj je to ljubezen, vedno je premalo žarkov sonca tvojih, sence so ostalo in vem, bilo bi čudovito s teboj živeti kot v snu. A kar lepo je, gre prehitro, kot v dlan lovil bi kapljice letu. In če pomlad nikoli več ne pride, boš z menoj čakala na jesen. Ker zmrza ubije vse spomine, jaz pa rad zavedno tu bi te imel.
Kaj je sploh med nama, naj že enkrat pride sreča, ki ob tebi nikdar ne zaide. V svetu večnih sanj sanjava vsak svoje, ko te stisnem k sebi, rad bi zlil se v tvoje. In vem, bilo bi čudovito s teboj si veti skozi čas, življenja skupaj risati sliko, ki grela naju bo, ko pade mraz. In če pomlad nikoli več ne pride, boš z menoj čakala na jesen, ker zmrzal ubije vse spomine, jaz pa rad zavedno tudi te imel. In da samota je najlepša od dvoje, rad bi spet verjel s teboj. Le s teboj, ja. Le s teboj. Če pomlad nikoli več ne pride, Aleksa Volaska, čeprav Aleks pomlad trka na vrata. Ja, jaz tako razmišljam, ne? Zdaj pride kurentovanje, ampak jaz sploh ne vem, kaj bo odganjal, ker zime prave niti ni bilo. Tako da ja, mogoče bojo letos kurenti rekli, pa priče malo za kakšen mesec, da bo vsaj malo se narava spočila. To delajo v zadnjih letih redno. Ja, jaz imam rad zimo, jaz drugače imam rad trdo zimo, mislim tako, pravim, da naj bo fajn poletje, pa naj bo fajn zima, ne? Tole vmes mi nič kaj ni všeč. Vsestranski glasbenik si, na Wikipediji sem prebral pevec, pisec pesmi in producent. Bi katero izmed teh treh funkcij pod narekovajem izpostavil? No, kaj pa vem, jaz imam rad glasbo kot celoto, jaz se v vsakem elementu tega dela nekako najdem. No. Seveda je miselnost drugačna, pristop dela je drugačen. Itak zelo rad nastopam, seveda, ampak zelo rad tudi ustvarjam v studiu. In bom rekel, da od občutja do občutja se spreminja. Ne? Včasih sem tudi tako, da ne bi stopil noter, da bi rabil doma po delu, včasih pa tudi se mi ne da v studio čepet. Tako da zelo je tako, no. Rad sem ustvarjalen, kaj pa je tista ustvarjalnost, ne vem, jaz gledam na glasbo kot na celoto. No. Rad dajem, rad pojem, rad stopam in tudi rad produciram. Raje sam zapoješ ali daš skladbo komu drugemu? Kaj ti vem, da delaš za številne glasbenike, glasbenice? Tako kot sem rekel, jaz dostikrat že slišim, ko slišim nekoga glas ali pa njegovo interpretacijo, že slišim, kako bi jaz tako malo zapeljal. Ne? Tako da niti ni velik težav. Jaz zase točno vem, kdaj je pesem napisana zame in za druge pa pač dostikrat delam tako po naročilu. Meni se zdi, da je glasba ročno delo in ne moreš kar serijsko delati. Se vem, eni to tudi delajo, ampak ne moreš kar serijsko delati pa dajati. Ne, jaz mislim, da vsak rab svoj podpis in svoj pečat. Si kdaj dileme? Ta skladba bi bila zame, ampak ni čisto zame, ampak mogoče pa jo vseeno zbral. Pa ja, potem ne izbereš, pa daš nekaj drugemu, pa postane uspešnica. Seveda, lahko pa jaz zase obdržim, pa ne postane uspešnica, pa bi mogoče z drugim postala. Ne? To so pač stvari, ki v kreativi niti ne moreš najbolj vplivati na njih. Enostavno, kar delam in pri sebi in pri drugih, je, da probam delati najboljš, kar lahko, se pravi, da dam besedilom neko težo in da je tudi melodija nekako spevna in da je sama produkcija, da sledi tej vsebini. Ne? Tako da ne vem, kaj bi ti na to rekel. Je nek tak trenutek odločitve, ampak se mi zdi, da do zdaj sem kar nekako vedel, kam zapeljati. Ne žrebaš. Ne, žrebam pa ne. Naslednja, In grem. Ta pesem je Mečken bolj, ena jo je pa jaz slišala na radiju, jaz ne vem sicer kje, in rekla, da je mislila, da je nova pesem od Joker Auto. Moja je bolj taka rockerska in tudi Mečken je bolj surova, govori pa pač o tem, da vedno moraš slediti svojim sanjam, ne glede na to, kako te dol tišijo in da moraš vedno iti naprej po svoji poti. Tako da, glede na to, kakšno stanje sem imel zadnje mesece v življenju, je to neka taka pesem, ki te dvigne, ki te pelje naprej, ki ti daje moč in novega zaleta. Priznam, te nore misli me lovijo. Včasih gledu vase sem, zdaj duhovi tam živijo. Nikdar več ne grem na let.
pa če postaviš se na ušesa, tam si gor, dober groove, zaklenam svoja se nebesa. In grem preko svojih sanj, naj vidijo, da se ne predam. Včasih je hudo, ko greš in veš, da je to slabo. La 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 la. Kot da sem ujet, priznam, dohajam tega neplaneta. Sneg sokov odres ubi, a hladen led se me oklepa. Briga me, naj vejo vsi, da moje še srce utripa. Tam si gor, dober groove, ko res zapaše ta kemija. In grem preko svojih sanj, naj vsi vedo, da se ne predam. Vem, da včasih je hudo, ko greš in veš, da je to slovo. Šepetati na uho in te vleče pod nebo. Nostalgija grize te, duši osamljeno srce. Kot da sem pijan, priznam, te nore misli me lovijo. Včasih gledu vase sem, zdaj duhovi tam živijo. In grem preko svojih sanj, naj vidijo, da se ne predam. Včasih je hudo, ko greš in veš, da je to slovo. In grem Aleksa Volaska z albuma Zatišje. Prebral sem oziroma pogledal sem na spletu, da si prvi singel izdal leta 2011, Da, Di, Da. Veš, da to že več kot desetletje nazaj? Vem, in med korono sem mislil narediti nastopek ob 10. obletnici. Med korono sem mislil narediti. Mislil sem ga narediti, pa je prišla korona, ne, in ni bilo. Tako da v bistvu sem zamaknil za 1 leto in letos ob promociji albuma sem rekel, no, to je moja 10-letnica, 10+1, ampak če vštejemo ta leta, ki smo jih izgubili, sem v bistvu 9 let. Tako da, recimo, ajde, da sem rekel 10. obletnica. Ja, bil sem tak fan z ukulelo takrat in včasih še zdaj rad pogledam posnetek in se malo nasmejim samo sebi. Si preštel, koliko singlov se ti je oziroma skladb v tem času nabralo? Od prve pa do zadnje? Sam po sebi, tako kot sem rekel, zadnjih 6 let je bilo kar Zatišje, niti ne toliko količinsko, kakor tudi, ko sem za druge pisal, tu pa Glizance gledal je pa prek 200 pesmi v 10 letih. Tu je kar nekaj se nabral. Čeprav si tudi zaokrožil vse skupaj na 3 albume, na katerih pa ni najti vseh skladb, ki si jih dejansko izdal. Res je, ni najti vseh skladb. Jaz mislim, da včasih tudi kar pesmi malo ven mečem, kakšne tudi, ko jih pišem, ker ne vem, pri tem albumu se mi je zdel zadnjem nekako, da res mora zveneti kot celota dober in tudi kot celota je objavljen, tudi na YouTubeu se ga da dobiti v celoti, ne, se pravi, od začetka do konca in veliko ljudi mi je rekel, da zelo zanimiv izbor, ampak da jih je nekako vse rdeča nit držala od začetka do konca, tako da to je meni v bistvu velika pohvala, da sem izbral prave pesmi in da te zapeljejo čez neko mojo zgodbo življenja. Lahko primerjaš vse 3 albume, Tvoj nasmeh iz 2013, potem Iskanju samega sebe 2016 in Zatišje 2022? Niti slučajno. Mislim, da so... Ja, vem, da si odraščal v tem času. Mislim, da so popolnoma neprimerljivi, ker so res že same zgodbe in že same situacije, v katerih so nastajali, popolnoma drugačne. Je pa ena stvar, ta album zdaj, ta zadnji, je definitivno veliko bolj zrel. Se najdejo kakšne take pesmice še, šlagerčki, ampak veliko več je bilo poudarka na besedilih in na emocijah.
Aleks je odrasel. Mislim, da ne še čist. Mislim, da moraš biti vedno malo otroka, je pa res, da način razmišljanja se pa zna skozi leta tudi večkrat izoblikovati. Ja. Naslednjo preskočiva in jo dava potem v nadaljevanju intervjuja. Fant s kitaro bo naslednja, mislim, da prav primerno o tem, kar sva sedaj govorila. Ja, sej, ironija, no, oziroma bom rekel anekdota, no, za to pesmijo je ta, da ko si omenil mojo prvo pesem, dejansko, jaz sem se pelal za Savo tamle z enimi v avtu in so vrteli to mojo pesem, to ta prvo, ne, ker sem bil pač tak malo fant s kitaro oziroma ukulelo. In oni tako, joj, pa se v bistvu vse bilo ful luštno, zakaj pa ne narediš več kakšnega tazga komada, pa jaz tako, pa sej glih, zdaj imam enega tazga v paci. In potem sem v bistvu besedilo spisal na način tega, da sem opisoval svoje občutja takrat 10 let nazaj, ne. Bil sem fant s kitaro dolgih las, se spomniš, ko sva bluzila po svetu, plavala v nebo. Ne? In ja, mečken me je vrnil nazaj in sem v bistvu prav vesel, da so me malo špiknali določeni kolegi, da vse je bilo luštno, pa bi lahko še kaj tazga naredil. Evo, in sem, fant s kitaro. V roke primem spet kitaro, ki nabira prah že malo več kot 7 let. Kdaj nazadnje sem igral, bil le fant s kitaro sem in ti, vsa očarana in brez skrbi, zaljubljena, govorile so oči. In skrivala sva se v mesečini, pila vso noč na glas, kakor ujeta v la-la let, živela kratek čas. Bil sem fant s kitaro, temnih las se spomniš, ko sva bluzila po svetu, plavala v nebo. V zatišju se ljubila, stojočne so julijske noči. A fant s kitaro v meni še živi. La 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 la. Kot da bi takrat vse imela, v drugi dimenziji sva živela, se peljala do nebeških vrat. Magično bilo je res takrat, jaz še tebe bom iskal v svetu, dih svoj dal bom drugemu dekletu. Mnogo je življenja za menoj, a srečen sem, da sem lahko bil tvoj, ker skrivala sva se v mesečini, pila vso noč na glas, skupaj verjela, da vse sva imela, ustavila sva čas. Bil sem fant s kitaro, temnih las se spomniš, ko sva bluzila po svetu, plavala v nebo. V zatišju se ljubila, stojočne so julijske noči. A fant s kitaro v meni še živi. Ja, le fant s kitaro. Le stare slike še poznajo mene, tistega pred tabo, veš. Bilo je, kot da ne obstajam. Bil sem fant s kitaro, temnih las se spomniš, ko sva pihala v zvezde, plavala v nebo. Yeah. V zatišju se ljubila, kam močne so julijske noči. A fant s kitaro v tebi zdaj živi. Fant s kitaro in ukulelo je danes z mano v oddaji Radioaktivno, Aleks Volasko je to z albumom Zatišje. Kot sva rekla, tvoj tretji album, skoraj 3/4 ure glasbe si nam pripravil, nekaj skladb že poznamo kot single, nekaj je novih. Ja, želel sem si, da bi bilo na albumu več novih kot starih, ker pogrevati stare župe jaz nikoli nisem dobro znal. In tudi te stare pesmi so v novih preoblekah. Tako da želel sem si nek unikaten zvok, neko rdečo nit in predvsem želel sem si dati ljudem veliko novega, predvsem pa veliko teh občutij, ki so se mi dogajali v
zadnjem letu. Moram reči, da album je sicer nastajal 6 let, če tako rečemo, ampak večina pesmi, več kot polovica, je nastala v zadnjem letu. Ena izmed njih je nastala celo en teden pred izidom albuma in so bili na založbi že prav nesramno živčni, ker so mogli naložiti gor vse na spletne platforme in jaz sem še zadnji dan lovil. 12 oziroma 14 pesmi je na albumu, či uverturo in outro odšteva, potem jih je 12. Tako, ja, pesmi je 14, ampak uvod in nekak iztek sta samo o orkestraciji, neko mojo melodijo, ki mi je bila zelo všeč. To je naredil zelo sposoben mlad skladatelj Rok Jurečič, ki je delal tudi zadnja leta za Slovensko popevko veliko na pesmi in zelo rad sodelujem z njim, sem ful vesel. 12 pesmi pa je gor, kot sem rekel, 12 različnih zgodb, mislim, da 4 so stare, ostalo je pa vse nov material. Avtor si v celoti ti? Avtor sem v celoti jaz, veliko nekih ljudi je sicer sodelovalo, ne, tudi iz vaših koncev, iz vaših koncev, Preko Mure. Tako, preko Mure, ne, to tu še nismo, ne, ampak veliko sodelujem tako, ja, imamo brata Sarjaš iz Trnja, imamo tam en studiček in doskrat se malo zapremo in ustvarjamo in muziciramo, tako da jaz sem vesel res, da imamo tako fajn ekipo. Že prej si dejal, da je album neka zaokrožena celota, neka zgodba, da ima svojo rdečo nit, je potem rdeča nit vsega skupaj ljubezen? Niti ne, jaz mislim, da veliko pesmi se ljubezen. Ja, teoretično je ljubezen večine rdeča niti, ampak v bistvu same pesmi opisujejo vse ostale stvari okoli, se pravi občutja, ki jih ti dobiš med tem, ko doživljaš lahko ljubezen, ne, se pravi, ne vem, ko še angeli zaspijo, v bistvu govori o tem, kako je lepo, ne da ti nekoga ljubiš, ampak kako, ko nekdo zaspi, kako je nemočen, kako je nedolžen, ti ga gledaš in vidiš tisto njegovo iskrenost. Preprosto pač in bi ga rad čuval in ne vem, jutri poje v upanju, na lepši jutri, ta pesem potem je bova predstavila kasneje, je nastala med korono, a ne, ko smo si govorili, no se jutri bo pa boljš, ne. 14 dni je ključnih. Tako. Potem Sonce, ne vem, skladba govori predvsem o pogledu mene samega nase, ali sem sposoben sploh še dati to sonce vseb drugim ljudem. Ne vem, zdaj težko rečem, da prav ljubezensko, ampak je pa definitivno iz notranjosti, iz nekih čustev in ja, zelo, tako kot sem rekel, zelo iskren Alex z odprtimi knjigami in tukaj me imate. Torej, Aleksov svet. Razgaljeni. Aleksov svet skozi glasbo. Tako. Naslednja bo Skozi vitrino. To je v bistvu tudi pesem, ki bo naslednji single. Sicer sama skladba je že starejša, ampak v tej obliki je bila posneta na novo. Govori pa pač o tem, da ljudje danes veliko preveč svet gledamo samo skozi neke, bom rekel, ekrane, skozi neka, bom rekel, v narekovajih okenca in včasih je treba to vitrino tudi razbiti in stopiti ven v svet in doživeti marsikaj na lastni koži. Tako da videospot se snema, bo izjemno zanimiv, izjemno recimo, da se ga bo splačal pogledati, no, zelo bo drugačen Alex predstavljen noter.
Skozi vitrino z Aleksom Volaskom v oddaji Radioaktivno. Ti je album kot format še zanimiv? Seveda, album je, vse tukaj ne gremo za album fizično izdajo, ampak gre za neko zaključeno zgodbo, za zaključeno celoto. Ne? In ja, definitivno bom še naprej delal albume, seveda bom izdajal single in potem to zaokrožil neko zgodbo skupno, tako da pričakujte po mojem letos konc leta novega. Tokrat je Zatišje samo v digitalni različici ali tudi fizični? Dobil sem neke ideje, želje sem dobil, da bi za te, ki recimo zbirajo, da bi natisnil vinilke. S to mislijo se še vedno nekako poigravam in mislim, da jih bom natisnil, ker v bistvu je tudi sama naslovnica albuma zelo taka lepa in se mi zdi, da če ne drugega, da tudi lahko deluje kot nek tak ornament v domu. Če si pa še zavrtiš, pa to boljš. Pa še v minutaži si nekje tam. Sem, ne? Da bi šlo mogoče na obe strani, pa če še malo porežem. Drugače pa verjetno album dosegli na vseh streaming platformah. Ja, tako je. V bistvu jaz sem celo tok trapas, da sem kar objavil album v celoti in ne vem, nekako se mi zdi, da ja, seveda, ne, pač vesel sem, če kupite mojo glasbo, če me s tem pač podprete, a ne, itak je vse na voljo, dan danes praktično dosegel roke, tako da seveda na spletnih platformah je vseh dostopen, bom pa vesel, seveda, tudi če boste kaj podprli s kakšnim nakupom, ampak najbolj važno mi je, da gre glasba v svet in da uživate v pesmih. Na naslovnici si ti? Ne, na naslovnici nisem jaz. Na naslovnici je v bistvu morje in ladica v daljavi in nekak ta von po Zatišju, po nevihti. Torej že takrat, ko nevihta mine. Tako. In ostanejo samo tiste najmočnejše. In se morje popolnoma umiri. Tako. Naslednja bo Sonce. Tako kot sem rekel, Sonce je zelo osebno izpovedna pesem o tem, a sploh sem še sposoben dati, ne glede na to, da je v bistvu album precej manj optimističen kot prejšnje pesmi in kot prejšnji albumi. In tukaj sem se sprašal sploh, če lahko jaz še dam to sonce ven iz sebe, ki ga nosim, ki ga pač nosim, ampak enostavno je bil malo drugačen Aleks, ko je ta zadeva nastajala in seveda tudi nihanja pride v življenju, tudi težke preizkušnje in včasih res rabimo samo malo sonca, tako ko je zdaj, ne, ko je tako lepa zima. Sonce več ne vidi me, ogenj meni ne vžge. Omamljena so usta, brez vonja in okusa, kot da v malo kletko sem ujet. Sonce več ne vidi me, so barve vse izbrisane, letavam po vesolju, se utapljam v grenkem morju in druge s sabo vlečem dol na dno. Niso moje več te pesmi, niso moje te ljubezni, izgubljeni glavi dale so slovo. In ne moram si priznati, da nič več ne moram dati, in si lažem v obraz, da še ni prišel moj čas. Sonce več ne vidi me, skrivam zlomljeno srce. Odidi in me pusti, a moj dih iz rok izpusti, da sabo mi nekoč spet cela boš. Niso moje več te pesmi, niso moje te ljubezni, izgubljeni glavi dale so slovo. Ne moram si priznati, da nič več ne moram dati, in si lažem v obraz, da še ni prišel moj čas.
ljubezni, izgubljeni glavi dale so slovo. In ne zmorem si priznati, da nič več ne moram dati, in si lažem v obraz, da spet pride najin čas. Aleks Volasko z mano v oddaji Radioaktivno Zatišje, album, ki ga vertiva. Boš kaj živo na odrih? Kaj ti glasba mora med ljudi, sicer kar nekaj, kot sem dejal prej, singlov že poznamo. Ja, jaz v bistvu do poletja ne bom. Zadal sem si to, da tudi jaz zdaj pripravljam neko pesniško zbirko, nekih emocij in izpovedi iz dnevne sobe, če lahko rečem. In nekako do začetka poletja bom pripravil 3 spote. Potem pa seveda itak, ne, z ekipo se začnemo dobivati pomladi, bomo mečken pripravili repertoarček, tako da v bistvu poletje in predvsem jesen, letošnja bosta mečken bolj glasbeno, kar se tiče nastopov pestra. Do konca pomladi sem si dal pa čas za promocijo, čas za pripravo in mislim, da sem to rabil. Kaj ti lahko nastopaš z bendom, solo ali pa v duetu? Jaz dejansko imam to opcijo, ja. Jaz nekako imam tako fleksibilno ekipo, da lahko prideva 2, 3, 4, 5. Ne, in glede na situacijo seveda, ne, in ja, zelo sem vesel, da lahko tudi to mojo glasbo izvajam tako v akustiki kot z bendom, in to se mi zdi, da je v bistvu cel namen glasbe, se pravi, če pesem, ki jo izvajaš z bendom, zazveni tudi, če jo izvajaš sam, pa je delo dobro opravljeno. No, v nekaterih skladbah bi moral imeti zraven še orkester. To je res, ampak tudi samo na kitaro se da, smo že sprobali. Jaz sem pač zelo velik oboževalec popevke in seveda sem prosil mojega dobrega prijatelja, aranžerja Roka, da mi zaranžira še 2 pesmi zraven in jaz mislim, da so nastale res, res lepe zadeve. Kako so poslušalci sprejeli izdelek kot celoto? Zelo so bili presenečeni, no? Predvsem tisti, ki me mečken dlje že spremljajo, so bili, se mi zdi, pozitivno presenečeni, ker sem se mečken razgalil, bom rekel, svoje čustva sem odprl ljudem in mogoče so predvsej bolj spoznali tistega Aleksa, ki je včasih zgleda malo tako za fasado. Tukaj pač fasade ni več, je mečken bolj surovo, ampak zato to bolj iskreno. Jutri bo naslednja in sicer z albuma Zatišje. Jutri je tudi pesem, ki je že išla kot single pred časom, ampak tukaj gre spet za majčkeno prenovljeno verzijo. Govori pa pač o tem, to je nastalo v času korone in govori o tem, da enostavno spomnim se teh časov, ko smo govorili samo še danes, ne, oziroma naslednjih 14 dni bo ključnih. Ja. In vedno smo si govorili, no se jutri pa bo, ne. Se človek si govori, jutri bo pa lepši dan, sam še enkrat grem spat, pa bo jutri boljš, ne. Tako da pesem govori o tem, da verjamem, da bo jutri lepše in da tudi če ne, še dejansko jutri, nekoč ta jutri pride. Kje je vse, kar traja, nasmeh ti preputi. Zdi se, da še mesec osamljeno pleti. Časi spremenjeni so in stiskajo srce, kdaj posijalo sonce bo, nihče zares ne ve. Trenutek, ko sva tu, pomeni več mi kot zlato, objeta v sanjah, upava lahko. Verjamem, da bo jutri lepši svet, že nov se dan prebuja, verjamem, da bo jutri lepši svet in nikdar več se ne konča. Vem, da jutri spet bo lepši svet, to moja je obljuba. Verjamem, da bo jutri lepši svet in jaz kot eno. Rad bi ti povedal, naj te ne skrbi, saj po noči jutro te moj objem zbudi. Skupaj tečeva kot reka, skupaj širna kot nebo, saj le majhna sva človeka. Verjameva v to, da jutri znova čaka lepši svet, že nov se dan prebuja. Verjamem, da bo jutri lepši svet in nikdar več se ne konča. Vem, da jutri res bo lepši svet, to moja je obljuba. Verjamem, da bo jutri lepši svet in ti in jaz kot
bova spet. Pogled mi vrne vse spomine na te čase in poljub si moja pesem, ki me zlije vase. Še nov se dan prebuja, verjamem, da bo jutri lepši svet za naju in za vedno. In ti in jaz kot eno spet verjameva v lepši svet. Jutri in Alex Volasko, te na festivale še kaj mika, koliko še jih je v Sloveniji ostalo? Festivali se mi zdijo vedno dobra iztočnica, predvsem zato, ker si deležen ne samo publicitete, ampak tudi dobiš zelo lepe izkušnje, sploh kot nek mlad izvajalec ali pa kot nekdo, ki želi predstavljati svoje delo. Dobiš, če ne drugega, zelo lep izdelek, predstaviš se svoje pesmi v živo in to je veliko vreden. Festivali me mikajo, če so primerne pesmi, no? Tako da jaz, ko bom začutil, da je to neka pesem, ki spada na festival, jo bom pač prijavil. Ne? Jaz velikrat govorijo o kuhinji, jaz nikoli nisem nobenega fehtu, jaz samo pač pošljem in če mi jo všeč izberejo, tako da jaz se zelo veselim. No. Bi se veselil kakšnega festivala, zelo se veselim ustvarjanja vnaprej in mogoče se pa res vidimo na kakšnem festivalu. Kaj v zadnjih letih si bolj avtor kot pa izvajalec? Ja, glede festivalov res, zato ker zelo rad sodelujem z mladimi in se mi zdi, da festivali so tudi za njih zelo dobre priložnosti. Ne. Velikrat spišem pesmi in pač rečem, le bo prijavila, pa kar bo. Ne. In moram reči, da lahko potrkam, da zaenkrat so bile večino, skoraj vse pesmi zelo dobro sprejete. Ne. In tudi mladim da ta festival, ta udeležba na nečem tako velikem, kot so recimo Melodije Morja in sonca ali pa Popevka ali pa Ema ali pa karkoli, jim dajo nek zagon, no, jim razprejo krila in jaz mislim, da to je najlepši čar teh festivalov. In potem je še večji čar, če zmagaš. Tebi je to uspelo na Popevki. Meni je to uspelo in to v tretje. Tako da marsikdo obupa že prvič, ne smeš obupati, moraš samo ustvarjati, zato ker vse glasba ne sme biti tekmovanje, ne? Ampak po drugi strani pa tudi mečken zdrave tekmovalnosti in konkurence ne škod. Ne? Vedno si želimo biti boljši in če je neka stvar, ki te lahko malo spodbudi, zakaj pa ne. No? Ni pa zato, da bi si zdaj v lase skakali pa se tam vlekali, nekaj pač super, ne? Tako to pa ne. No, nekateri se bi. Nekateri bi se, no to pa je res, jaz ne. Naslednja bo pot do San Marina. Ja. Kot verjetno že veliko širne Slovenije iz rumenih medijev ve, sem bil poročen in sem tudi ločen. Pot do San Marina je bila nekakva pesem o mojem poročnem potovanju, to je bilo med korono. In takrat smo imeli tista navodila, kako je že bilo ne iti tako daleč, da se ne mogli v 12 ali 14 urah vrniti. Ne. Ja, in sem pač rekel, ok, greva pač po road trip, ne, da bomo potovati po Italiji z avtom. Ne. In San Marino se mi je tako res otisnil spomin kot neka res dostikrat malo pozabljena destinacija, ampak to je res nekaj tako lepega, to mesto ujeto v čas na tej skali, na tem klifu in enostavno ta pot, ki te pele do tja, to je nekaj tako lepega, da res vsakmu privoščam. Vprašam te, kam bi šla? Nekam, kjer se sonce smeje, hitro v avto in na gas, stisnem, da te kar pogreje. Mimo Trsta in Benetk, po zaviti sivi cesti, peljal čisto te opit, od te nore sem ljubezni. Z roko v roki nasmejana, ker tako lepo je, nikoli sama več, to potovanje bo v dvoje. Pot do San Marina mi ogrela je srce, ko čas za naju tekel ne vede. Je hitreje zdaj, razglednice bledijo in prepozno je, da bi ti povedal, da res ljubim te. Vem, da bil sem kdaj bedak,
ki problemov delal morje, a življenja krog je tak, včasih zamižat je bolje. A nisem Bog, da spremenil, bi lahko to, kar bilo je. Mnogo sem se naučil in preklel napake svoje. Če bi časa bil vladar ta danes na včeraj, bi zvezal v en krog in te ob sebi imel za zmeraj. Pot do San Marina mi ogrela je srce, ko čas za naju tekel ne vede. Je hitreje zdaj, razglednice bledijo in prepozno je, da bi ti povedal, da res ljubim te. Da bi ti povedal, da res ljubim te. Čas za naju tekel ne vede. Je hitreje zdaj, razglednice bledijo in prepozno je, da bi ti povedal, da res ljubim te. Da bi ti povedal, da res ljubim te. Rad bi ti povedal, da res ljubim te. Aleks Valasko z mano vdaje Radioaktivno z albumom Zatišje. Aleks, kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno, v katero si zelo vpet? Moram reči, da sem zadnje čase prijetno presenečen, no? Da veliko mladih ustvarjalcev nekako dela zelo zanimivo glasbo, tudi predvsem v slovenščini, in tudi, da se trudijo delati dobre besedila. Meni se zdi, kot da ko sem jaz začel, da je bilo dobro besedilo kar tako malo redkost, oziroma celo nedobrodošlo, ne? Neki na prvo žogo bolj pa samo, da se sliši dobro, pa da ni preveč šumnikov, pa rejo. To so prišle neke čudne ideje z določenih strani ljudi in hvala Bogu so mladi začeli temu tudi malo kontrirati, kot vidim, in začnejo in ful velike nekih bendov, ful velike nekih avtorjev, mladih izvajalcev in tako da sem kar zadovoljen, no, za enkrat. Edino, kar je pač želel bi si več prostora na samih odrih, moram reči, da pač ta naša veselje nad ex-ju izvajalci, pač jaz tega ne razumem. Ja, seveda, se tudi jaz rad grem na Željkota Bebeka, pa ne vem, pa na stare rockerje ali pa tudi na kakšno veselico, ampak mogli bi več podpirati mlade, predvsem na terenu, no. Zato, ker teren je tisti, ki ti daje tiste izkušnje, ki jih rabiš, da lahko nekoč sam delaš svoje koncerte, sam delaš svoje šove in tukaj bi jaz edino malo rekel, malo več terena za mlade slovenske izvajalce, ker v bistvu bomo imeli vsi več od tega, več glasbe, več ustvarjalnosti in več dobrih koncertov. Bi lahko izpostavil 5 glasbenih imen slovenske glasbene scene? Mislim, lahko jih izpostavim veliko, ampak zdaj... Dovolj jih je 5. Mislim, izpostavil v smislu kaj? Dobro, slabo? V dobrem smislu, ja. Glejmo pozitivno. Ok, se bom bolj potem mladih poslužil, no. Ne vem, zelo so mi všeč, ok, če grem malo alternativo, bendi tipa Počeni škafi ali pa Tomaž Hostnik, ki delajo bolj tako jazz, etno, pop in to mi je zelo všeč, to mi je zelo blizu. Potem mladi izvajalci, kakor so mečkam bolj bendovski, ne vem, Batista Cadillac so mi zelo lušni, to kar delajo, ker pač meni je važno, da delajo srcem. Tudi če mi mogoče muzika sama po sebi, kakšen komad ni tako všeč, ampak mi je zelo všeč, kar delajo srcem. Potem letos na popevki tej slovenski sem bil ful presenečen nad to mlado Veroniko Strnad, mi je bila ful dobra, ful lušna, ful simpatična, to je hčerka tega Rudolfa Gasa, ne. Ampak zelo lepo, no, dela svojo muziko je naredila in to je pač res cena, ne, svojo pesem in besedilo in melodijo. Ne. In tako, no, ne vem, težko bi ti kaj tako izpostavljal, zdaj sem pač to, kar mi je prišlo na pamet, ampak je velik. Še 2 imeni ti manjkata. Ne smem jaz preveč to zdaj izpostavljati, pa me bojo začeli za ušesa vleti, zakaj pa nas nisi rekel. Ne. Lahko bi drugič rekel, da naštej 100 glasbenikov, ampak imam pač, da vsak pove vsaj 5 jih. Veš, kako je to? To je tako uno, zdaj mi pa povej kakšno foro, kakšen hec. In veš veliko hecov, ampak ko ti nekdo reče, zdaj mi moraš pa povedati, pa ne veš, ne. Ampak bolj, ko greš v sebe, takoj se jih spomniš. Ne, tako da bom jaz izpostavil, zelo sem navdušen nad mladimi, tudi na festivalih jih veliko jaz poznam. No. Seveda tudi punce, s katerimi recimo jaz delam, recimo ta Madeja Begovič z njo pripravljal neko novo pesem. Mislim, take pevke, pevke s takim glasom, jaz mislim, da trenutno ni v Sloveniji. Mogoče delam komu krivico, ampak
Mislim, da ni. Pa recimo, a veš, jaz zdaj to težko rečem, zdaj moram jaz svoje hvat, ker z velikimi mladimi delam, ne. Imam recimo en zelo simpatičen mlad fant, ki tu dela sicer svojo en Jaka Hliš iz Laškega, ki mu jaz malo pomagam, dela tako full kant avtorsko, pa zelo lepe zgodbe pripoveduje in zelo mi je všečno, res veliko mladih ustvarja, ne znam ti drugače reči. Vse sem mi sedaj napisal, oziroma si naštel vseh 5. Ja, okej. Vseh bi jih lahko več, zdaj sem naredil krivico še 100, tako da meni je zelo žal, se opravičujem. Kaj ti si potem sledijo na tej listi? Koliko pa sam poslušaš slovensko glasbo? Razen to, kar ustvarjaš? Načeloma rad poslušam predvsem radije, bolj pač med vožnjo, ki vrtijo več slovenske glasbe. No. Tako da ne bom poimensko šel v dotično imena, ampak tiste z manj slovenske glasbe jaz kar preskočam. Zato dostakrat spoznam kakšen komad, ki ga nisem prepoznal. Zdaj, koliko pa poslušam, zelo imam časa, da bi se prav sedel pa šel poslušati, sem pa rad pozitivno presenečen. Zato v nadaljevanju dobiš manjšo nalogo. Okay. Namreč prepoznati boš moral 5 slovenskih izvajalcev oziroma skladb. Pred tabo je 5 stolpcev od A do E. Iz vsakega boš zbral po eno številko, jaz ti zavrtim kratek izsek, ti pa odgovoriš. Tega je pa kar veliko. Pa da vidimo, kaj poznaš. Okay. Oziroma, koliko poznaš. Kaj moram reči? Evo. Najprej iz stolpca A, torej modrega, izbereš eno številko. Ajde, rečeva 50. Življenje teče in nič ne reče, samo nasmeh je bolj grenak. To je samo nasmeh je bolj grenak, ja. Zdaj mislim, da je to Ditka pela, ampak jaz pri teh slovenskih popevkah nikoli čisto ne vem, kdo je osnovni izvajalec, ker je toliko bilo priredb narejenih na določene pesmi, ampak mislim, da je Ditka to pela. Tako, Ditka Habel. V osnovi. Imaš pa prav to dilemo, tudi jaz sem imel, ko sem pripravljal te izseke. Stolpec B, Alex. Pa rečeva, ajde, 21, taka srečna. Baila, 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 pleši z mano, matador. Baila, 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 pleši z mano, mi amor. Baila, 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 v ognju, zdaj se mi predaj. Baila, 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 z mano se igraj. No, to je bil pa prvi hit Mance Špik, Bajla, bajla, pleši, bajla, bajla, ne? To je bil na MMS-u in zanimivo dejstvo je, da ta tekst mislim, da je napisal Rok Trkaj. Mislim, da ga je, če se ne motim in sem bil prav presrečen. Ja. Zanimivo, dobro ti gre, ali pa izbiraš srečne številke. Ok, dej pa potem 75 v C. To pa ne vem, to mi je zvenelo na začetku kot MK, ampak ne bi pa rekel, da poznam pesem, ne. Ta pa je malo bolj zahtevna. Ja. TMS Crew, Moj krog. TMS Crew, Moj krog. Ne. Z Gorenjske, reperska zasedba. Poznam zasedbo po imenu, ne poznam pa te pesmi, pa žal res ne. Lej, zvisel. Vseeno še imaš 2 pravilna odgovora, pa še 2 imaš možnost zadeti. Ok. D. Pa rečeva D, 109. Vedno se ne vidi zvest, samo stani sebi zvest, ne govori mi oprosti. Vedno se ne vidi zvest, samo stani sebi zvest, ne govori mi oprosti. Zdaj se imenuje ta Zala Gasper, ne? Ja, ona dosta bila naša predstavnika na Eurosongu. Kako je že naslov, ko ima, no, kaj pa se ne strava. Zdaj mi je pa se lapsus zgodil v Buči. No, a veš, da mi je pa naslov zdaj. Sebi, ja. Ja, no. Zala in Gašper. Vem pa, da si takoj ugotovil izvajalca. Tudi to šteje. In še potem zadnje obdobje, to pa so skladbe z let 2021 in 2022, tako da malo bolj novejša produkcija. Pa vidim, da jih je veliko. Okay. Ja, se je kar nabralo. No, slišim. Ajde, 51, Area 51. To je nova produkcija, to zvori meni koliko 90. To je nova produkcija, ja. Ne poznam. Skupina Pavlov, Odboje naslov. Tudi ploščo so izdali. Poznam skupino po imenu, vem tudi, so pa enemu mojemu znancu v studiu snemali, ker vem, kaj je objavljeno na Facebook. Pesmi pa žal ne poznam. Pa si se sedaj nekaj naučil. No, tako, nekaj vem. Predzadnja bo Na mestu srca. To je tista pesem Na mestu srca, ko sem govoril, da sem jo napisal dobesedno en teden preden sem mogel dati ves material in sem lovil zadnji rok. Gre za v bistvu akustično balado, ki je mečken krajše narave
govori pa o tisti moji, zagotovo boste slišali, najtežji preizkušnji, ko sem bil res na dnu in se mi je zdelo, da na mestu srca sploh nimam nič več, samo še praznino. In ta pesem je nastala takrat v nekem zanosu popolne razočaranosti, popolnega odmika od tega sveta in to je zadnja pesem, ki je nastala za album. Ni zadnja na albumu, je pa zadnja, ki je nastala in mislim, da je tudi najbolj iskrena, zelo preprosta, ampak najbolj iskrena. Nisem mislil si takdaj, klišeje pisal bom in da sploh lahko temo ovije se moj dom. Ker tiste sreče pač bilo za naju, ko bi vedel, kam si šla, rad bi vse razložil ti. Ker nisem verjel, da lahko bi odšla, objemu drugi našla srečo. Le prazne zdaj stene so v meni doma, tišina na mestu srca. Kje naj iščem, kje naj najdem, kar izgubil sem. Vem, da sem nadležen, a res hvala čisto vsem. Da stojite tu ob meni, ko gorim do tal, a vse za en pogled, zaljubljen njen bi dal. Ker nisem verjel, da lahko bi odšla, objemu drugi našla srečo. Le prazne zdaj stene so v meni doma, tišina na mestu srca. Le prazne zdaj stene so v meni doma, tišina na mesto srca. Tišina na mesto srca. Na mesto srca Aleks Volasko z albuma Zatišje. Aleks, za konec radijskega dela pogovora, prej si že najavil, da bosta še 2 oziroma 3 single. 2 singla načeloma še bosta, za oba seveda do poletja bo posnet videospot, potem pa, tako kot sem rekel, bom začel pripravljati že svojo 4. ploščo. Letos sem si rekel, da se ne bom ustavil, idej imam ogromno posnetkov, nekih demo, to ti res ne pokažem na telefonu, ker posnam na diktafon in to je, malo morje in sem si rekel, ne bom se več ustavil, ne bom več živel v Zatišju, zdaj bom pa samo vendajal to, kar je v meni in pripravlja se res veliko novega še. Sproti o tebi na družabnih omrežjih, si zelo aktiven. Sem precej aktiven, tudi če mi kdo napiše kakšno stvar, načeloma kar odgovorim, če ni neka žalitev. Zdi se mi, da je socialna omrežja, če ga znaš uporabljati kot način komunikacije z ljudmi, dobra stvar, živeti življenje gor pa seveda močno odsvetujem in ker dostikrat vidim, kot to samo cel cajt not bull folk in ne vem, življenje se dogaja zunaj, z veseljem pa podelim kakšne lepe in tudi slabe trenutke seveda z ljudmi. Prej si že omenjal tudi delo za mlade glasbenike, z njimi boš tudi v nadaljevanju veliko sodeloval. Seveda, zdaj sem v bistvu začel enih 6 projektov z mladimi glasbeniki, ful imajo dobre ideje, ful so pripravljeni delati in to meni daje res v bistvu neverjeten zagon. Ko vidim, koliko ene kreative, koliko ene energije je v njih, res sem vesel, da so to pripravljeni zagrist in trdo delati in seveda ustrajati na tej svoji poti. Glede na ideje, ki jih imaš, pa tudi na napovedi, da boš letos izdal še en album, bo ta enojni, dvojni skupaj s poezijami, ki jih tudi pišeš. Ja, rekel sem, da bi znal biti celo dvojni album, zdaj verjetno dvojni po količini ne bo, ker to mi enostavno ne bo uspel. Bo pa iskren, to obljubljam, bo precej tudi na trenutke surov, ampak mislim, da se bo vsak znajdu nekje na neki točki, ki bo rekel, wow, to pa govori nekaj, kar si mogoče jaz tudi nisem znal povedati, pa sem zdaj začutil skozi pesmi, tako da se veselim. Pesniška zbirka tudi pride na prvi pomladni dan, bo kot neke vrste moj preporod, ampak kaj več pa o tem kasneje. Aleks, za konec radijskega pogovora še ena, Ko angeli zaspijo. Tako, Ko še angeli zaspijo je pesem, ki je nastala v bistvu že kar nekaj časa nazaj
Dal sem jo prearanžirati mojemu prijatelju, tako da zveni precej tako malo disneyovsko popevkarsko. Govori pa pač enostavno o tem, kako, ko greš spat, gledaš svojo recimo boljšo polovico, kako mirno sanja in si misliš, wow, v tem trenutku je pa človek res tako preprost, tako najlepši, tako nobenih težav ni, tako iskren. In ja, v tem ta pesem poje, da ko še angeli zaspijo, bom jaz tukaj ob tebi stal in čuval nate. Skladbo spušča v eter, hvala ti za ta del, poslušalce pa seveda vabiva, da ostanejo na YouTubu, ker bova še kakšno rekla. Tako da hvala tebi za povabilo in seveda vabljeni, da poslušate cel posnetek na YouTubu. Praviš mi, da mnogokrat ne vem, kaj v tebi skriva se očem. Praviš mi, da streljam s puško v temi, a sanjam le v tebi. Sva iskala pot osamljena, sonce izgorelo je za naju. Majhen plamen živče v meni je, zapri oči, pozabi name. Ko še angeli zaspijo, tu ob tebi bom ostal, pil ti svojo nežno pesem, zadnji svoj poljub ti dal. Ko še angeli zaspijo, tu ob tebi bom bedel, božal te po temnih kodrih, prvi tvoj pogled ujel. Pisma v slovo žal ni bilo, ptice so ponesle ga v nebo. Zadnja luč sveta ugaša in mi dva ugašava ob njej. Ko nasmehneš se, pozabim se, pa čeprav v sanjah si je jasno, da ob tebi sem in vedno tukaj bom, ma le izpusti vse, pozabi name. Ko še angeli zaspijo, tu ob tebi bom ostal, pil ti svojo nežno pesem, zadnji svoj poljub ti dal. Ko še angeli zaspijo, tu ob tebi bom bedel, božal te po temnih kodrih, prvi tvoj pogled ujel. Ko se angeli zbudijo in odprla boš oči, jaz ti pil bom tam od skoraj, ti obarval temne dni.
Sem radioaktiven in poslušate Aleksa Volaska. Aleks Volasko ostaja z mano v oddaji Radioaktivno. Aleks, sedaj, ko sem se pripravljal na ta intervju in vtipkal Aleks Volasko in nič drugega mi ni vrglo ven kot samo to, kako se ločuješ. Ja, ne. Ali je to pomembneje od albuma? Mislim, definitivno na albumu precej vsebine namenjene temu prostora, tako da težko rečem, da je pomembneje od albuma, tu gre nekako z roko v roki. Je pa zadeva v tem, da pač seveda, ne, ko mediji nekaj tazga pograbijo. Zdaj, pred kratkim sem zasledil, da se je ločila tudi Saša Lendero in glizanč me je prijatelj klical in je rekel, izgleda, da Saša nimajo neke sreče v tem scajtih zdajle. Malo ironije. Ampak ja, ločitev je nekaj tazga, se mi zdi, da veliko ljudi gre skozi to in meni se ne zdi nič narobe, če vidijo, da tudi neki ljudje, ustvarjalci, tudi neki znani ali pa glasbeniki, da pač mi trpimo isto in včasih še bolj in vsi smo samo ljudje in jaz si ne bi želel tega, kar se je zgodilo, ampak nisem pa nekdo, ki bo, kako bi rekel, crkneno ribo probo spraviti v tem, da spet zaplava in ja, veliko tega se sliši na albumu. Ali ti rumeni mediji potem iščejo še bolj natančno vsak detajl in iz tebe želijo izvleči ne vem kakšne informacije? Seveda, ne, vsi hočejo imeti neke odsverke, ker pač mene je klicalo ogromno ljudi, ko so slišali, kaj se dogaja, njim ni samo dovolj, da rečeš, da se ločuješ, njim seveda, zakaj, kako in kaj se dogaja in kakšne so to zdaj, a je drama, ali se ne morate videti, ali sta še prijatelja in madonna sveta. Meni ni problem odgovoriti, ampak to je tako malo, veš, pol pa rata je tako malo telefončki, ne, tako v sredi šoli, ko je una eni, ki je nekomu rekla in na koncu pride nekaj čist tretjega ven. Jaz se ne sekiram, jaz imam načelo, dokler meni neposredno nekdo ne škoduje, zaradi mene me lahko upravljajo, kot če od mene vseeno. Imam tako občutek, kot da bi nekatere novinarke z teh revij želeli videti še s tabo v postelji. Ne. Če pa želijo vsak detajl. Ja, detajle zgleda želijo, ampak ne vem, če ta pot pelje pod rjuhe. Oziroma, mogoče bi raje bila pod posteljo, da bi vse slišala, oziroma to pa definitivno, ja, dokumentirala. Kakšna vohunka, to pa se zna zgoditi. Kako pa v tem gledaš na vse te naslove, ki so se pojavljali v medijih, ki so ponavadi še bolj bombastični od vsega tistega, kar je zadaj? Mislim, včasih se kar malo nasmejo, a ne? Sploh tista zgodba o tem, da je Omar kriv za razpad najine zveze. Na primer, ja. Mislim, to je navaden kup, če lahko rečem kakca, da se lepo izrazim. Ne, to je bedarija, jaz pač z njim mava vse razpucan, midva sva dobra znanca že, kolega in že. Jaz pač, bom rekel, da če ljudje rab futer, super, njega ima, jaz vem, kako stvari stojijo in jaz sem pomerjan. Ja, zanimivo to, da potem pletejo še tretjo osebo, da je bolj zanimivo in bolj napeto. Ja, ki na koncu sploh ni nič kriva in me sam gleda, ko pa zdaj je to. Tako da, ja, ne, mislim, ni nič tasga, no. Jaz se nasmejem tem naslovkam, Pa dava sedaj pesem o drobnih stvareh? Lahko, ja, to je bil v bistvu nek najin duet, pred leti sva naredila, tukaj pa zdaj na tem posnetku je nekaj, kar si je moja nekdanja žena vedno želela in to je, da bi bila pesem narejena v orkestralni obliki. Tukaj sva bila midva že v bistvu ločena, oziroma že narazen, ampak sem nekako rekel, zadnjo željo jo bom izpolnil, na svoj album bom dal pesem, katero si ona vedno želela, da bi bila tako kot tle zasveni, ne. Pa ne bo to najn labodi spev. Oziroma outro bi lahko rekli, na nek način. Recimo, zadnjih 5 let. Naj že zopet pride tisto jutro, ko trenutek v dlani je ujet in vse besede so premajhne, da bi opisale najin svet. Zato stisni se k meni, še peči mi, naj čutim ob sebi zdaj tvoje srce. Poljubi me nežno, če kdaj bom na tleh. Sreča se skriva v drobnih stvareh. Zgodbe vse ljubezni so izpete, redko ujameš še kateri sijaj.
meni si prižgala zvezdo sreče. Čakam, da utrne se še kdaj. Zato stisni se k meni, še peči mi. Naj čutim v sebi zdaj tvoje srce. Poljubi me nižno, če kdaj bom na tleh. Sreča se skriva v drobnih stvarih. Sreča se skriva v tvojih očeh. Trenutek v dlani je ujet. In vse besede so premajhne, Da bi opisale najin svet. Zato stisni se k meni, še peči mi. Naj čutim v sebi zdaj tvoje srce. Poljubi me nižno, če kdaj bom na tleh. Sreča se skriva v drobnih stvarih. Sreča se skriva v tvojih očeh. Aleks, za konec tega pogovora, bil si tudi znan glas, ki ima različne obraze. Ja, jaz zelo rad se kakšnih takih projektov lotim, ker so res zabavni in predvsem ta oddaja je bila tak, kako bi rekel, veš kako pravijo Američani, comfort zone, ne? Iz cone obdobja si stopil, s tem, da si se prelevil veliko likov. Jaz si tako posojam tudi ogromno glas risanim junakom na televiziji in zame je bil to en tak zelo lep in zanimiv izziv in popotovanje. 11 preobrazb si imel, sem prebral, zmagal si z eno. Zmagal sem v bistvu s 3, ampak smo bili, z eno sem zmagal in po naslednji 2 smo bili zanačeni na vrhu. Ampak mi smo se nekako tu zmenili, to ni tekmovanje, namreč nobene dobi nobene nagrade na koncu in prav je, da vsak, ki da nekaj od sebe dobrega, enkrat vsaj zmaga. Ne? Tako da smo si mi tudi kar tu malo, čisto iskreno, malo porazdelili, da je vsak daj zmagal in meni se zdi to tudi prav. Verjetno pa te preobrazbe zahtevajo veliko vlaganja in truda. Ja, presenetljivo je tako, da ljudje pravijo, to zihar vi že prej veste. Ja, sej pač mi gremo skozi zelo, bom rekel, obširen izbor, ne, na audicijah smo šli zelo, veliko smo imeli castingov, veliko smo mogli veliko narediti, jaz govorim okoli 100-120. To, sem jaz mogel prepraviti zadev in potem ti seveda iz tega na koncu nekaj izberejo. Tako da ja, lahko pričakuješ, da bo nekdo v teh 120, ne? Ampak dejansko smo zvedeli vse en teden prej. Nam so povedali res tako na dan oddaje in samo za eno vlogo sem vedel že prej, preprosto zato, ker sem se mogel besedilo naučiti in preprosto zato, ker sem vedel, da bo res velik zalogaj. Tako da, ne, je kar realno. Veliko krat si moški, oziroma Aleks, kar nekajkrat pa postaneš Aleksa. Pa dobro, ženska. Ajde. No, lej, jaz nimam problema s sigurnostjo v mojo moškost, tako da meni je vse en, če se oblačem pa v žensko, se pa v žensko oblečem. Ampak to je izziv, ne nazadnje tudi glasovne. Seveda, meni so taki izzivi všeč, ne, da greš iz svoje kože in tako, kot sem rekel, veliko delam risanih junakov in tudi kdaj kakšno žensko ponašam. Bi se poskusil v enaki vlogi tudi v podobnem plesnem šovu? Ne, jaz pa pravim, imam 2 levi nogi in levi ne ostaneta. Rad športam, rad grem v hribe, ampak ples pa res ni ena izmed stvari, ki bi bil. Mislim, mogoče bi bilo zanimivo, verjetno bi rekel ja, ampak verjetno bi izpadel že po prvem krogu, tako da ne vem, nisem za ta tekmovanja. Ampak kot glasbenik tudi moraš na odru se malo migati pa poplesavati. Ja, se nisem rekel vse, ampak dokler mi ni treba plesati tango, medtem ko pojem, super. Mislim, da kar zahtevno, ja, ti plesni koraki.
ti ni samo eden, jih je več. Ja, jaz pravim, eni so izjemni plesalci, ne vem, ko gledam Sebastiana nastopati, mene kar stiska pri srcu, pač kaj vse to zraven dela. Jaz pač ne morem, jaz se postavim gor, da mi mikrofon, jaz bom malo zamigal, malo sem premaknil levo, desno, ti smo svojim kvadratu in to je to. Še eno bo Alex zavrtela za konec tega pogovora in sicer bo to Insta. Tukaj gre za pesem, ki je išla 6 let nazaj že, ampak je malce predelave pri tej. Govori pa pač o tem, da ljudje smo začeli vse stvari gledati preveč skozi filtre, skozi olepšane slike in zelo malkrat v realnosti je potem tako, kot se zdi. Vse to bodo vedeli tisti, ki imajo kakšne aplikacije za zmenkarije ali pa Facebook ali pa Instagrame, da če se zmeniš z eno, da greš na kavo, pa zgleda luštno v živo. Mislim, luštno na sliki ni nujno, da je tako tudi v živo. In seveda obratno, ne? Tudi moški nismo prav nič boljši. Danes je v tem idealnem svetu polovico vsega fake. Ja, pa polovica je še zelo v redu, če si tako rekel, ne? Zakrožil sem globoko navzgorja. Sej vidimo, vse posodko, pri muski, pri hrani, zakaj pa ne bi bilo še pri ljubezni. In ta pesem nekako govori o tem, da velikokrat preveč živimo v teh iluzijah instantnosti in da je treba včasih tudi malo presekati. Insta za konec. Alex, hvala, da si bil moj gost v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Hvala tebi in upam, da se slišva konc leta z novim albumom. Se bova. Bova. Kaj je to sreča, je najtežje, ki v času tem se prelila je v Insta filter. A še nasmeh znaš pokazati ljudem, naj povem, ta realnost izgine hitro. La 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 la. Ščepec instanta ljubezni v krini mi žal, tja izlijem se nore misli, smisel pomena življenja na zid bom pripel, da bom videl, kaj vsak želi si. Ale kaj me vrne nazaj. Svet gre kar naprej, le midva tu stojiva, Insta life živiva, Insta life živiva. Svet gre kar naprej, le midva tu stojiva, Insta life živiva, v slikah sva doma. Fake je življenje nek nov ideal, ne poznam teh fora me vleče k tebi. Za eno gled dušo svojo prodam, se bi dal le za enkrat tek dih, a vem, da svet gre kar naprej, le midva tu stojiva, Insta life živiva, Insta life živiva. Svet gre kar naprej, le midva tu stojiva, Insta life živiva, v slikah sva doma. Kaj je to sreča, je najtežje, ki v času tem se prelila je v Insta filter. Sem radioaktiven in poslušate oddajo z Aleksom Volaskom.